Spoštovane gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v naši družbi. Tako kot je prav tik pred prazniki oziroma v teh prazničnih dneh smo povabili v goste župana občine Ormož, Danijela Vrbnjaka, ki se je seveda prijazno odzval našemu povabilu. Čas je seveda, da nam tudi vošči, da pa nam seveda predvsem pove, kaj je novega v občini Ormož. Seveda nas čaka verjetno še kakšno presenečenje. Nekaj nam je že povedala astrologinja, ampak to je to, kar je zapisano v zvezdah. Kar pa je realnost, pa nam bo povedal, oziroma kaj je realnost, pa nam bo povedal župan. Dober dan, lepo pozdravljeni v naši družbi. Si tudi vi morda tako kaj preberete horoskop tik pred novim letom? Poredko. Tako da malo vidimo, kako drugi gledajo, kako bi naj živeli naprej. Ste torej realist, ne? In tisto, kar vidite, v tisto najbrž verjamete, ne? Točno to, ne. Eno so želje, drugo pa so realna tla, ki jih je treba upoštevati. V glavnem, leto je za vami, županska funkcija. Kako se vam je vse skupaj steklo v tem prvem letu? Moram reči, da je leto hitro minilo. Moram reči, da sem pozitivno presenečen, da smo kar nekaj zadev napravili. Moram reči tudi, da sem zadovoljen z prvim letom svoje funkcije in hitro je minilo, hitro se je odvijalo, pa smo že v polnem pričakovanju naslednjega leta. Vam je kdaj v kakšnem trenutku morda bilo žal, da ste kandidirali? Ne, ni mi bilo žal. Konec konca sem se zavestno tudi odločil, da si županskega mesta želim samo z enim razlogom. Večkrat sem že povedal, da deloval sem prej v gospodarski službi, kjer bom rekel, sem bil preskrbljen v svojo družino z vsem ostalim, tako da mi ni nekaj manjkalo, če sem lahko čisto odkrit, ampak sem šel na župansko mesto čisto z enim razlogom. Nekako sem se čutil oziroma sem želel svoj pridih tudi dati občini Ormož, svojemu kraju. In če greš v takem smislu v župansko mesto, če greš s tem, da pozitivno želiš nekaj zadeve spremeniti, če želiš nek svoj pridih občini dati, da imaš občino in pa ljudi, ki tukaj živijo rad, potem ni težko. Večkrat so ti delovniki bili tudi 16 ur pa več, bilo je ogromno odrekanja v tem letu, tudi konec koncev, ko imaš družino, dve majhni hčerke, je to včasih kar težko. Ampak tako pravim, če imaš neko zadevo rad, če imaš neko vizijo pred sabo, če si želiš nekih sprememb, če imaš ljudi okrog sebe rad, ni težko. Vas družina podpira najbrž, ne? Če ne bi bilo podpore pri družini, bi bilo zelo težko. Vedno tako, kot je pri vseh ostalih funkcijah, je tudi pri tem. Če ti družina stoji ob strani, je definitivno dosti lažje. Tudi razmišljanje. Težko bi se bilo osredotočiti na delo, ko bi razmišljal na probleme doma. Tako da konec koncev tudi za tem vsem tudi stoji družina, ki je vedno bila pripravljena mi pomagati, stati ob strani. So tudi taki trenutki, ko se moraš tudi doma pogovoriti, ko doma začutiš tisto, da moraš nekaj dati od sebe. Tudi to je bilo pripravljenost doma, tudi konec koncev, ko te otroci pride v objem na koncu delovnika, je tudi neka dodatna energija in točno to. Če ne bi bilo podpore doma, bi bilo zelo težko tako funkcijo, kot je župansko mesto, na uspešen način oziroma na način, kot ga trenutno upravljam. Upam, da občanke in občani vzamejo za uspešno, ampak da toliko časa posvetiš tudi vsem dogodkom, tudi ljudem, to se mi zelo zdi pomembno, da si med ljudmi, da se poslušamo, da se pogovarjamo, da problematiko rešujemo tudi na taki način, konec koncev, da dobiš čim širšo sliko, da se čim lažje kasneje odločaš glede na to širšo sliko. To je tisto, kar terja ogromno časa in pa ogromno energije, in ta čas, kje druge vzameš kot z privatnega življenja, da ga daš službo, in to morajo ljudje, ki okrog tebe živijo, tudi razumeti. No, to vas sprašujem ravno zato, ker nas čakajo božični prazniki, ker je to torej družinski praznik, pa se mi je zdelo kar pomembno, da postavim tudi to vprašanje. Verjetno praznujete božič, ne? Tako kot vsi mi, ob jelki in tako dalje. To sigurno, vse tudi prije čas za družino, vse dni, 365 dni, vsaki dan, vse noči, vse tudi župansko mesto tega tudi naterja v take mere.
Res, da so trenutke v določenem času, ki terjajo, ampak normalno, da praznujemo vse te, bom rekel, praznike, dni, ki so predvsem, bom rekel, v tem čarobnem decembru osredotočeni, kar se družine tiče. Moram reči, meni družina osebno pomeni največ in čas, ki si ga tudi vzamem za svojo boljšo polovico, za otroke, tudi za starše, vse ostale, ki smo skupaj, se večkrat podružimo. To ti nekako, tako pravim, neko dodatno energijo, pa tudi neko dodatno voljo, pa konec koncev to je potrebno v življenju negovati. To se ne smemo osredotočati, kakšne so poslovne poti, vse, kar je drugo. Na te zadeve ne smemo nikakor pozabiti. No, med ljudmi ste junak, ne? Vsi vas imajo radi, veseli so te vaše energije, ne? Povsod ste, tako kot pravite, se vam zdi to pomembno. Tako da ja, čestitamo vam torej za vse, ne, predvsem pa to, da se pojavljate vse posode, da si torej res vzamete čas in greste med ljudi. Kakšno pa vi čutite vzdušje, recimo? Nam se zdi, da je veliko več energije v Ormožu, v občini. In moram reči, jaz, ko še nisem bil župan, slišiš marsikaj. Ampak sedaj, ko to greš malo naokrog, ko se udeležiš raznih prireditev, ko greš med ljudi, ko se pogovarjaš z ljudmi, jaz moram reči, da sem pozitivno presenečen, kaj mi kot občani in občanke vse premoremo. Nikakor ne bi rekel, da smo v nekem takem trdem komunikacijskem stanju, ali kakorkoli se ne izrazim. Moram reči, da znamo kar odprti biti, znamo kar komunicirati. Normalno je, da se kritike povejo, to je tudi del vsakega posla, kritiko je potrebno pozitivno sprejeti, se na tem popravljati. Ampak moram reči, da pa smo res, ko skupaj stopimo, to smo večkrat dokazali v tem letu, da smo marsikaj napravili in na marsikaj smo lahko ponosni, kaj se tudi v občini Ormož dogaja. Res je, da nam določene zadeve ne grejo tako, kot bi mogle, ne, tu predvsem odpirajo novih nekih delovnih mest, tu se kasneje odpirajo druga obzorja lahko. Ampak jaz verjamem, da bo tudi za to prišel čas. Konec koncev, kaj je bilo pomembno, ne? Ogromno smo se tudi reklamirali, ogromno smo tudi večkrat na dogodkih kazali, da smo tudi odprti, s tem smo tudi pokazali neko dobrodošlico tudi drugim in nekatere zadeve so se nam odprle. Ne? Konec koncev smo nekaj investitorjev v tem letu dobili, ki so pripravljeni v Ormož vlagati in jaz verjamem, da z neko dobro voljo, z neko pozitivno energijo mislijo, to lahko dosegamo tudi naprej. No, zdi se, da ste kar šli, ne, oziroma se gre korak po korak. Zdi se seveda, oziroma da je zelo pomembno najprej promocija, da se sploh izve za Ormož in verjamemo tudi, da se v letu dni ne more zgoditi ne vem kaj, ne? Promocija je bistveno, kar se tega tiče. Normalno je potrebno sporedno negovati vse ostalo, ne, od infrastrukture do vseh teh sporednih vodov, da ko se nekdo najde, da si mu tudi lahko nasproti stopiš in mu karkoli ponudiš. Tako da ja, to je zelo pomembno, da se v Ormožu čuje, zelo pomembno je tudi, da promoviramo, kar se tiče destinacije Jeruzalem Slovenija. To jaz moram povedati, da smo velik premik na tem področju napravili, sliši se v nas, pogovarjajo se v nas in to je tisto, kar tudi pri investitorjih tudi večkrat vzbudi radovednost, tudi da pridejo pogledat. Pa če se zdaj samo, bom rekel, na ta gospodarski, obrtniški del ne osredotočamo, ampak predvsem tudi na turistične. Konec konca je vedno tako, investitorji vedno iščejo tudi tam, kjer je neka kupna moč, kjer se nekaj dogaja, tam imajo tisto področje rešje in to je zdaj na nas, ne, da to probamo nekako iti nasproti njim, da jih probamo poslušati, da jih probamo stopiti korak bliže in pa da nekako to zgodbo peljamo skupaj. No, končno je tudi ta naša ljuba steklenica, ne, ki služi torej jelki novoletni na Karančičevem trgu, kar požela veliko, ne, pozitivnih odzivov, ne samo v okolici, je seveda tudi negativnih nekaj, ne, tako pač to je, ampak večina je navdušena, ne, vse posod zdi se, da po celi Sloveniji pišejo o tej naši smreki. Ja, vse to je ravno to, ne, vedno je tako, tudi v gospodarstvu, ne, karkoli delaš, je cena tistega, kjer lahko poženeš neki dobrobit, je to, da si drugačen, ne? Moraš biti drugačen. To je prav, da smo tudi malo v Ormožu drugačne.
Kljub temu smo spoštovali vse to družinsko tradicijo, zgodovinsko tradicijo, postavitve jelke smo jo postavili na lokacijo, kjer je to dogajanje, se pravi zdaj okrog Severne Lande in pa vsega ostalega, se pravi v Samograjsko pristavo. Tu smo pač študirali, na kakšen način smo lahko drugačni okrog, se pravi, samega okrasitve mesta in smo nekako tudi želeli spostaviti ta pridih. Se pravi, mi smo vseeno živimo v vinogradniškem okolišu, mi moramo biti na vinogradništvo ponosni, mi moramo tudi otroke vzgajati v tej smeri, da ni vino samo alkoholizem, da ni alkoholizem samo povezano, ne vem, tukaj zdaj poslušamo smrtmi na cestah in vsem ostalim, ampak mi moramo tudi navaditi, da je to za naš okoliš pomembno, kulinarika, vinogradništvo, in pa da skozi to mi pletamo tudi konec koncev vso turistično ponudbo. Večkrat se z destinacije Jeruzalem Slovenija vperamo na odlična vina, na odlične vinogradnike in prav je, da jih tudi znamo spromovirati. Steklenica konec koncev na Karančevem trgu pomeni simbol vinogradništva in vinarstva. In to je tisto, kar smo želeli doseči. O nas se ogromno pogovarjajo, tudi v Ljubljani, tudi v vseh ostalih, kje zdaj ta steklenica stoji. Tako da, kaj se promocije in pa vsega tega tiče, jaz mislim, da smo napravili dosti za to prvo leto. V naslednjem letu še imamo več planov, da bomo še bolj obudili. Pa tudi to bi rad povedal, ne. Strategija tudi za razvoj turizma je napisana tako, da mesto Ormož pozicioniramo na državnem nivoju tudi kot mesto vina in vinogradništva. Tudi vidite, da vse k temu sledi. Tudi vinograd, tudi vinoteka v gradu, ki se dela. Tudi okrog muzeja se bomo v prihodnje najverjetneje pogovarjali, da bomo napravili vinogradniškim vinarskim pridihom. Tudi konec koncev stavba, ki bo nastajala ob vinogradu, vse to, tudi postavitev konec koncev do prstnega kipa gospoda Stanka Čorina nekaj pomeni v naše aleje. In to je nekako treba graditi. Mi se bomo mogli odločiti, kje želimo mi naš turizem pozicionirati. Mi moramo poudariti tisto, s čim se lahko kitimo. Trenutno se mi lahko kitimo z vinogradništvom, vinarstvom in pa da tudi nekako privabimo vse turiste k nam, da začutijo to, in pa da tudi damo nekako na nek način promocijo vseh tistih, ki se s tem ukvarjajo. Verjetno nam ni interes, da bomo vinograde sekali dobesedno ven. Podatki nekaj kažejo, da bi naj v tem našem okolišu in pa v Halozah v naslednjih letih 125 hektarov se pravi se skrčili vinograde. To nam ne sme biti interes, mi moramo privabiti vinogradništvo, moramo dati neki potencial in pa da prije čim več turistov, za čim več vina tudi doma proda. Tako da, jaz ne bi to steklenico povezoval z alkoholizmom oziroma vse, kar je bilo povedano, pa da otroka oziroma druga navajamo k pitju alkohola. To ne smemo tako vzeti. Mi ne smemo vino vzeti kot v takem smislu, mi ga moramo vzeti, kot da je to naš simbol, kot da je to naš ponos naših krajev in pa vseh ljudi, ki se z vinogradništvom in vinarstvom ukvarjajo. No, končno pa v steklenici ni samo vino, ne? Marsikaj je lahko v steklenicah. Tudi to je res. Dobro, današnjo oddajo sem se seveda oziroma ta najin pogovor predstavljala bolj tako sproščen pogovor, ne, časa bo še veliko za neke težke teme, glede na to, da so prazniki pred nami, ampak vseeno, kako kaže s hotelom, ne, govori se, da recimo, oziroma da bi bil že prodan, da se nam obeta torej boljša bodočnost in to vprašanje vam vseeno želim postaviti. Ja, kar se tiče hotela Ormož, je, se pravi, sama varščina bila vplačana. Tu DOTB ima zelo dolgo proceduro oziroma zelo zahtevno proceduro, če lahko tako rečem, okrog vsega preverjanja, se pravi, da pride do realizacije in pa samega nakupa. Zato moram povedati, da smo dobili res investitorja, ki želi napraviti zelo lepo zgodbo okrog hotela Ormož. Nekako bi vseeno bolj v grobem odgovarjal, vseeno si investitor kasneje želi zgodbo predstaviti sam, ko bo tako daleč, ko bo zadeva fiksno prodana, sklenjena in pa vse ostalo upravljeno tako, kot mora biti. Zdaj, koliko vem, koliko mi je povedano, bi naj do realizacije prišlo tam v letu 2022-2023, bi se naj hotel ponovno odpiral. Kar lahko povem, je to, da bo cirka 72 postelj ponujenih, da bo tudi, kar se tiče konferenčnih dvoran in pa vsega ostalega zgrajenih, tako da bomo dobili neke nove prostore, ki so za Ormož nujno potrebne. Se pravi, tudi za naš turizem je ta zadeva nujno potrebna. Končno bomo dobili objekt v občini Ormož, ki premore več ljudi, kot je
kot izpravimo na avtobus. Konec koncev za Martinovo smo imeli ogromno odjav, zaradi tega, ker tega ne premoremo trenutno. Tako da to bo za moje pojme velik pridih, kar se Ormoža tiče. To bo tudi ena izmed tistih zadev, bom rekel, stopnic bližje, da se tudi lahko začnemo tudi drugih turizmov. Konec koncev dolgo se že pogovarjamo, kaj lahko napravimo okrog športnega turizma, kar lahko okrog kulturnega turizma. Mi imamo bogato kulturno dediščino, imamo ogromno športnih objektov, ki jih je potrebno izkoristiti, ampak nimamo pa zadostno število nočitev na enem mestu. To pa ne moremo mi ekipe pripeljati na priprave, kar se tiče športnega turizma, potem pa jih 10 dati v en objekt, 10 drugih objekti in jih po občini Ormož razmetavati. To enostavno, če se želiš turizma iti, to ne gre. In s tem jaz mislim, da bo Ormož ob vsem tem, kar se bo v prihodnosti dogajalo okrog ureditev, dobil pomemben objekt, ki bo krasil konec koncev Ormož, ki bo to vpadnico, se pravi proti Ormožu, bo posejalo neko nova slika, neko novo sonce in bo to tudi na vse ostalo vplivalo. Konec koncev več ljudi se bo obrnilo v samem mestu Ormož, v same občine Ormož, konec koncev. Tudi ostali ponudniki bodo od tega imeli dosti več. Tudi ostala ponudba, kar se Ormoža tiče, se pravi od muzeja, gradu, konec koncev Ormoškega parka, vsega ostalega, bo imela več možnosti, ljudi bo več v Ormožu in tega se veselimo res. No, na srečanjih občanov oziroma na teh zborih občanov ste kar predstavljali te neke investicije, novosti v mestu, pa bi morda še tako na hitro malo tudi sedaj za vse tiste, ki morda ne vedo, kaj še nas čaka, kakšne spremembe v mestu Ormož, kakšni so načrti, kratkoročni, morda pa tudi kakšen srednjeročni plan. Ja, zdaj v letu 2020-2021 se bodo odvile predvsem, tako kot sem rekel, se pravi preureditev stavbe v samem vinogradu. Vinoteka bo nastala, absolutno imamo nekako v mesecu aprilu naslednje leto bi naj zaključevali dela, tako da bi že tam skozi poletje v Martinovo lahko z novo vinoteko predstavljali. To je predvsem vinoteka mišljeno, da bodo vsi šipone, tukaj želimo šipon spromovirati, tudi konec koncev naš Šiponov vinograd, to smo letos tudi namensko izvolili oziroma imenovali Martina I. Ormoškega, ki bo negoval, ki bo pridelal to vino, da bomo v Ormožu imeli protokolarno vino na račun Šipona. S tem želimo spromovirati to zadevo do konca, tako da bo ta zadeva več vredna, bom rekel, tako da bodo ljudje iskali ta naš Šipon. Potem preoblikovanje samega trga za avtobusno, tu pride, se pravi, avtobusna postaja kot čakalnica se seli v bivše prostore Mercatorja. Zadaj pride do preoblikovanja tega parka, ampak nič ne bo zelo, bom rekel, da bi zdaj do čistega preoblikovanja prišlo. Pridiši se bo vedno čutil, se pravi, samega trga, določene zadeve bodo samo obnovljene, pa bom rekel, na nek moderen način prikazane. Potem imamo načrte z Petrolom, to lahko povemo, tu se dogovarjamo in pa tudi Petrol je izrazil željo, da se bo iz mesta selil. Se pravi, seli se na glavno semaforizirano križišče, se pravi tam od Lidla naprej, preko Hoferja. Tukaj imamo mi v planu, se pravi, da nekako iz tega preoblikujemo turistično točko, se pravi, tis bi potem preselili iz gradu, tu postavili, se pravi, to zadevo. Poleg še vedno lahko kasneje študiramo okrog, se pravi, kakšnega zelo aktualno te vinske fontane in pa karkoli ostalega, tako da bi mogoče to zadevo. Zadaj smo Kolaričevo hišo že odkupili z tem prostorom, tukaj bi nekako začeli formirati, da bo to naš glaven prireditveni prostor. Konec koncev pa še to je v mesto Ormož, konec koncev je grad, grejska pristav in pa vse ostalo v tem delu. Če še povežemo z Vticom, smo dobili eno zelo lepo turistično ponudbo, zelo lepo bi zadevo zaokrožili. Zdaj z samo direkcijo načrtujemo tudi, da bodo v teh 2 letih bi se naj semaforizirano križišče preoblikovalo v krožno križišče, tudi križišče, ko se gre proti Lešu, proti Mercatorju centru, oziroma na to cesto, ki je zdaj v resnici državna cesta proti mejnemu prehodu, tudi to bo krožni promet, to bi naj bilo tudi v naslednjih 2 letih realizirano.
To, kar bo posebnost pa pridih Ormoža, bo to, da smo nekako pristopili k projektu in pa bomo urejali same sredice krožišč. Se pravi, zdaj že lahko povem, da bo ta prva sredica s pridihom vina in pa vinogradništvo, da ne bo kakšna pridi steklenica vinograda, se bo verjetno tudi nekaj o tem pisalo. Druga pa bo predvsem povabilo na dogajanje ob sami reki Drave. Tukaj pa bomo predvsem spromovirali ta naš naravni rezervat, se pravi Ormoške lagune, in pa naslednjo leto začnemo tudi za projekte, kako obudite reko Dravo, kakšno dogajanje date. Tudi tu je ta pogovor, bo tekel okrog, se pravi od Maričevega kopališča preko objekta, ki smo ga kupili na Varaždinski, se pravi tistega skladišča, pa vse tam do Ormoških lagun, na kak način preoblikovati, kako zgodbo date in pa kaj napraviti, da tudi, bomo rekli, Ormoškemu morju damo neki pridih. Zdaj, ostale zadeve, ki jih bomo tudi urejali, tako kot pravim, začeli se bomo pogovarjati tudi okrog samega Ormoškega muzeja. Jaz vseeno vidim možnost, oziroma kar se tiče turizma, da damo neki pridih ravno temu programu vinarstva in vinogradništva, da zapeljemo in se gremo mogoče na drugi način muzeja. Imamo v petek ravno en pogovor, na kak način bomo to formirali. Bil sem v muzeju v Žalcu, poznamo muzej v Velenju, tam to čisto drugače zapeljujejo z nekimi zadevami in moj obisk neverjeten. Tako da to je to. Zdaj malo bomo počistili tudi Ormoški park, se pravi, da bomo ga uredili. Tudi moram reči, da smo celo sponzora našli, ki je pripravljen vlagati, se pravi, da pridejo nove klopi, da pridejo nove vse te luči, da pridejo nove koše, da bo to poti bomo malo obnovili, tako da bo tudi Ormoški park dobil svojo sliko. Ormoški park se mi zdi zelo pomemben, kar se tiče tudi turizma v samem Ormožu. Ko ti skupino pelješ skozi muzej, grad, je tudi ogromno zgodb tudi v Ormoškem parku. Tako da, kar se tega tiče, s tem je nekako to zadevo zaokrožili. Je pa še ogromno ostalih zadev, ki pa bomo provali preko Interrega, projekte že pripravljamo, arhitekturno že zadeve načrtujemo, je pa to. Kupili smo stavbo tudi v Mestni Gravi, se pravi, tam moramo nekaj na račun športa napraviti. Idej je več, konec koncev, ali bi to šlo v neke sporedne športne prostore, ne ravno za ekipne športe, bom rekel, za rokomet, nogomet imamo, mislim, da imamo dovolj infrastrukture, ampak mogoče v take prostore, kjer bi se lahko tudi drugi športi izvajali. V tej naši Mestni Gravi s tem bi še dopolnili ponudbo te Mestne Grave. Ena izmed idej, ki pa se mi tudi ne zdi tako nora, če se lahko čisto tako izrazim, je pa to, da imeli smo tudi pogovor z gospodom Kumrom, ki skrbi tudi na Ministrstvu za izobraževanje za šolske in obšolske dejavnosti. In so pripravljeni tudi v Ormožu to vzpostaviti, se pravi, da bi vzpostavili nek center, mladinski center ali kakorkoli drugače, kjer bi se lahko šli šolske in obšolske dejavnosti, ampak največji problem pa je spet naslednji. Tudi okrog hostla smo se pogovarjali, če bi ga lahko v tej smeri zapeljali. Problem je v tem, da bi rabili minimalno 64 nočitev in to bi mogoče za tisto stavbo lahko napravili, konec koncev v Mestni Gravi nobenega ne moti, kar se tega tiče, otroci bi tudi tam varni bili. Tako da to je ogromno zgodb, ki nekako študiramo, v katero smer tisto zadevo zapeljati. Obe pa sta smiselni, bom rekel. Potem tudi kar se tiče blagovnice, ni nobena skrivnost, kljub temu, da mi nekateri razlagajo, da se včasih prehitro povem. Jaz reči na glas študiram, zakaj? Jaz sem dosti med ljudmi, ljudje mi marsikaj povejo. Tudi mi včasih kdo reče, gledajte, da to pa ne bi bilo vrede, ali pa to pa bi bilo vrede, da se čujemo že na te točke, ne da nekaj bi skrivali, bolj pa bi kar naenkrat nekaj napravili. Moja želja je tudi okrog blagovnice, da enkrat spostavimo, ali je to medgeneracijski center, ali je to celo selitev knjižnice z vzpostavitvijo nekimi društvami. Zakaj? To se mi zdi predvsem z mojih oči zelo pomembno, kar se tiče obuditve samega Karančičevega trga. S tem bi spet z knjižnico, z vsemi temi društvi, z nekim dogajanjem, mogoče kakega ponudnika dodatno dobili, kar bi se v tej stavbi obračalo kar nekaj ljudi, bi s tem spodbudili oziroma zbudili nekako Karančičev trg.
S tem, ko bi zbudili z takimi zadevami, verjamem, da bi tudi bilo večje povpraševanje tudi po ostalih objektih, ki so v Karenčevem trgu še prazne. Ko ti narediš maso ljudi, marsikdo je zainteresiran. Zelo smo veseli, da smo tudi pripeljali mesnico nazaj v Ormož, v sam center. Tako da, to so te zgodbe, ki počasi ljudje vidijo, da se nekaj premika, da imamo neko vizijo, da imamo neko zgodbo in so ljudje pripravljeni tudi na te točke pomagati. Zdaj, kar se Ormoža tiče, v kratkoročnem obdobju bomo tudi morali nekaj rešiti z objektom, ki je nasproti samega hostla. Konec konca je to naša stavba, ki še, bomo rekel, kvazi ta Karenčičev trg na levi strani, če se peljemo proti Ptuju. In pa ta stavba je že, bomo rekel tako, tista stavba, ki pa je notri proti tistemu parkirišču, pa je že malo nevarna in bomo tu nekaj mogli, se pravi, tudi za to stavbo poskrbeti, tako da bomo nekako študiramo, da bi dali nek pridih in pa razširitev te tržnice. Vseeno bi radi na en sklop to dali, ne da imamo del tržnice na Karenčevem trgu, en del tržnice znotraj teh prostorov, tako da bi to in pa mogoče kakšne sporedne prostore še rabimo, kar se tiče hostla, se pravi neka kolesarnica, neko skladišče, kjer ljudje lahko nekaj odložijo takšnega, ki glih ne spada v sam hostel, tako da v neki taki povezave že neko idejno zasnovo delamo. Zdaj, to so nekako te zadeve, pa še tudi na obrobju, bomo rekel, proti Dobravi, pa tudi že imamo že zrisano načrte okrog tega, se pravi, ko smo mislili ta kmetijski muzej napraviti. Jeremičev mlin. Jeremičev mlin, ja, hvala. Toliko je že vsega v glavi, ja. Tako da okrog Jeremičevega mlina bi tudi, da bi tam neko zgodbo napravili, tu pletamo zgodbo tudi z centrom ponovne uporabe, tudi z ostalimi društvi, tudi z čebelarji, tudi z temi ljubitelji malih živali in pa z vsemi ostalimi, pa tudi bi radi nek taki pridih dali, kjer bi poleg tega mlina, ki je zelo lep, ki je obnovljen, naslednje leto bomo dokončali še neke manjše zadeve, tako da bo dobesedno ta mlin delujoč, še dali neki pridih, nekih sporednih sob, ki bi še dodatno to ponudbo lahko ukrepili, tako da bi tudi šole, vse ostale lahko privabili, kjer bi jim pokazali, s kakimi kmetijskimi stroji delamo, tudi to bi bilo zanimivo, tako da bi še to turistično točko še bolj obogatili. Zdaj, zgodb, tako pravim, je polno, ideje je polno, vse prvo leto, če jih nimaš želja, te ne veš, kaj bi naslednje leto delal. Tudi zdaj dosti se pogovarjamo tudi okrog te medobčinske zveze društva upokojencev, kaj za temi prostori tam napravite. Neko vizijo sam vidim v tem, da denarja po nekih večjih širitvah, po nekih novogradnjah okrog centra, okrog domov za starejše nimamo. Mogoče pa nam manjka, ker smo vseeno, imamo kar nekaj starejših občanov in občank, pa nam manjka neka dnevna varstva. To tudi kar dosti po terenu poslušam, se pravi, dosti je takih starejših oziroma družin, ki bi starejše mogoče dali v času službovanja v varstvo, tako kot vrtec. Kasneje pa bi jih tudi doma imeli. Nimajo želje, da bi takoj starejše dali od sebe, če se lahko tako izrazim. Ampak bi jim tudi radi tisto varovanje dali nekje drugje, doma pa še jim vseeno, se pravi, da še oni vseeno preživijo doma ves tisti čas. Tako da tu mogoče študiramo, da bi to zadevo povezali z samim domom, kjer imamo že kuhinjo, kjer že imamo ljudi, kjer imamo, bomo rekli, že neke skupne prostore, manjkajo pa nam postelje. In bi mogoče za povezavo z tem lahko napravili, da bi tukaj, se pravi, se napravile sobe, kjer bi imeli ta čas za počitek, te postelje in bi lahko, mislim, da smo naračunali, ne bi bilo, ne vem koliko, bi pa bilo tam med 18 do 20 postelj. To bi pomenilo, da bi lahko ob, se pravi, napred najavo oziroma, če bi se tudi sklenile mesečne ali kakršnekoli druge pogodbe za varovanje, bi lahko tukaj varovali v tistem času od 18 do 20 občanov. Je neka manjša številka, ampak je pa, bomo rekel, dober začetek. Zdaj, druge zadeve, ki še se bodo odvijale, preko LAS-a smo bili uspešni na, se pravi, na 2 oziroma celo 3 projektih, ki se bodo v naslednjih 2 letih tudi odvili. To je, se pravi, pride obnovljeno otroško igrišče v parku, v kompletu. Tam bodo otroci dobili novi pridih. Motorični park gradimo v Ormoških lagunah, se pravi, dajemo dodatno zgodbo Ormoškim lagunom, turizmu. Tukaj bomo tudi, v sklopu tega bomo tudi projekte spisali ravno v tistem, kar sem razlagal prej, se pravi,
kako zbudite reko Dravo, kaj napravite. Tudi konec koncev že letošnji dogodek, ko smo se malo popeljali z čolne po reki Drave, je že šel v to smer. Čujem že, da bo se najverjetneje v naslednjem letu ustanovilo tudi društvo, ki se bo s tem ukvarjalo, se pravi, in pa tudi mogoče o obuditvi zgodbe, kar se tiče čolnarne, privezovalnic, vsega ostalega na račun te Drave. Tako da tudi to je res, tako da vse te nekak zgodbe probamo otvoriti, moramo že dati nek novi pridih, nek novi zagon, moramo nekaj na tem napraviti. Zdaj mogoče ljudje včasih rečejo, ja pa včasih mogoče malo preveč formaš v center, pa pozabljamo na ostale kraje. Sorazmerno gremo pa tudi povečujemo sredstva na obnovi šol, vrtcev, tudi konec koncev 2 leti imamo v planu izgradnjo 2 prepotrebnih vrtcev, se pravi širitev pri Miklavžu in pa v Podgorcih, kjer imamo res v slabem stanju, kar se tiče vrtca. Obnavljamo šole, tudi cestno infrastrukturo naprej delamo. Nismo pozabili tudi na kolesarke, ki tudi grejo proti našim turističnim krajem, tudi to je v projektu. Moram reči, da smo tudi projekt prijavili in pa preprojektirali kolesarko od Ivenkovec do nadvoza Pavlovce. In tu imamo z direkcijo tudi dogovorjeno, da se bo to v naslednjih 2 letih tudi izvajalo. To se pravi, tudi konec koncev, če bomo uspešni na projektih, bo občina dobila kolesarko iz Ormoža do Ivenkovec dolgo 6,5 km. To bo velika pridobitev, to je vrednost ocenjena cirka 3,5 milijona evrov. To se pravi povezava od OMV-ja do krožišča in pa skozi celotne Pavlovce, s tem bi tudi varnost. Meni je težko gledati, ko se z Miklavža vozim, kako se otroci tu sprehajajo po Pavlovcih ob tej državni cesti, ali gre to proti železnici ali proti avtobusni postaji v Pušnice, kjer nekako za varnost ni poskrbljeno in je to v teh temačnih jutrih zelo težko gledati, ne? Da se upajmo samo, da se komu kaj ne bo zgodilo, tako da do realizacije tega je prišlo. Ja, in pa tam pa prije, se pravi, kolesarka do nadvoza Pavlovce in za direkcijo pa je to že dogovorjeno, da že mislim, da bodo v kratkem tudi izvajalca iskale, se pravi, da uredijo kolesarsko in pa peš pot ob tem nadvozu Pavlovce, mi pa še se pol priključimo do Ljubanje, skozi Ljubanje, no, z kolesarko proti Venkovcem. Tu bi nekako zaokrožili in pot imeli dobesedno do Svetine, ki je naša, turistična. Tako da bi, no kaj pa še je, s kolesarkami še seveda ne bi končali. Imamo tudi 23. spet en sestanek z občino Ljutomer. Z občino Ljutomer isto želimo preko Interrega prijaviti en projekt, se pravi kolesarska pot, peš pot in pa ustrezna pot za tudi ostala motorna vozila, se pravi med Svetinjem in pa Jeruzalemom. Tu želimo neko tako cesto napraviti z programskimi točkami, s točkami lepih pogledov, tako da ko si bi se sprehajal od Svetinj proti Jeruzalemu, bi se lahko zaustavljal na posameznih točkah, ki bi pač kazale naše lepote, našo naravo. S tem bi dali tudi spet novi neki zagon samemu turizmu. Seveda ne pozabljamo tudi na, bomo rekel, na drugi del občine proti Veliki nedelji, Podgorcem, tudi tam se formira en tak kolesarka oziroma pločnik, tako da bo tudi varno od Trgovišča proti Cvetkovcem priti. Urejamo kar nekaj zadev, tudi kar se tiče kmetijstva, namakalni sistemi in pa vse ostalo se bo v tem delu začelo odvijati. Tako da polno vsega od kmetijstva, da ne pozabimo na gospodarsko cono, zdaj že v tej zaključni fazi mi gradbeno dovoljenje imeli, to smo na ministrstvu, to, kar je bila njihova zahteva, smo napravili. Jaz samo upam, da bodo se zdaj držali in da bodo ta projekt, ki je vreden tudi 3,2 milijona evrov, da bomo v Ormož pripeljali in da bomo komunalno opremili tudi to obrtno cono. S tem moram reči, da je zanimanje zelo veliko. 12,5 hektarov opremljenega. Če to opremimo, da dobimo investitore, verjamem, da ko bo eden prišel, bodo tudi drugi prišli. Ko bodo manjši prišli, bodo tudi veliki prišli. Denar dela denar, masa dela maso in jaz verjamem v to, da bo nam to lahko uspe. Gospod župan, povedali ste nam toliko lepih informacij, zanimivih, dobrodošlih, tako da si pravzaprav lepših načrtov za leto 2020 sploh ne bi mogli želeti. Tako da čestitke torej za vse postorjeno, za vse te načrte, sploh pa za voljo, ne, da bi se to vse
realiziralo. Kako pa, no samo eno vprašanje še, preden vas izpustimo iz rok, kako pa delujete vi recimo kot župan? Imate sodelavce, vam svetujejo ali sami razmišljate toliko o vseh teh načrtih? Dosti sam študiram, moram pa reči, da pa tudi poslušam. No. Tudi sodelavci imajo dobre predloge, konec koncev so oni tisti, ki so stik z lokalno skupnostjo, so tudi stik z ljudmi. Tudi marsikdaj kaj svetujejo, no. Poznajo me na občinski upravi kot takšnega, ki sem pripravljen poslušati, se pogovarjati, tako da neko smer zavzamemo. Bom rekel, ni še se zgodilo, da bi bil predlog čisto zavrnjen. Vse smo neko soglasje našli skupno, da nekako peljemo. Je pa res, no, jaz še enkrat povem, ko sem nastopil z samim županskim mestom, je bilo kar nekaj idej v moji glavi, na kakšen način moramo že kakorkoli spremeniti. Tudi ostali predlogi občanov, vse tudi konec koncev, tudi občinskega sveta, da ne bomo da. Jaz sem vedno bil odprt okrog tega, noče se iti politike, tudi ostale občinski svetniki smo tudi nekako v začetku leta določili ta načrt razvojnih projektov za to obdobje mojega mandata in smo tudi tu si dorekli, v katere zadeve želimo iti, ne, tudi okrog stanovanjskih politik, tudi vsega ostalega, kar še se skriva, tudi tu bomo mogli nekaj napraviti, da bomo čim več tega ponudili, da mladi ostanejo doma, ne. Tako da polno tega je bilo dogovorjenega, smer konec koncev res je fajn, da župan nekako proba povedati, na kakšen način občino vidi se, zato je verjetno tudi izvoljen. Je pa res, občina je naša, probamo nekako to peljati, skupaj čim več teh izzivov napraviti, pa tudi normalno, ne, vsaki župan mora zdaj imeti dobre sodelavce, ki mu sledijo, ki delajo, ki so zavzeti, ki opozarjajo na napake, ki opozarjajo oziroma svetujejo in pa dajo dobre predloge. Tako da, če ne bi tega bilo zadaj tudi vsega tega, kar je zdaj napravljenega, kar je bilo povedanega, pa kaj bi naj bilo, tega vsega naj bilo. Tako da definitivno je sposobnost občinske uprave se tudi kaže navzven, se pravi na investicije in pa na vseh ostalih programih, tako da tudi njih je treba pohvaliti, ne. Tako je. Hvala lepa še enkrat, da ste si vzeli čas, za konec pa morda še voščilnica, kakšne lepe besede, ne, za naše občanke in občane, glede na to, da smo pred božično-novoletnimi prazniki. Izvolite. Ja, najlepša hvala, to so lepe trenutke, ki vam jih lahko izrečem v tem prečudovitem decembru. Jaz vam želim obilo sreče, zdravja, preživljanja časa z vašimi najbližjimi. Jaz verjamem, da bo december tekel hitro, ampak naj bo čim uspešnejši, čim bolj vesel. Preživite te božične praznike, novoletne praznike v krogu svojih najbližjih. V letu 2020 pa polno uspeha, polno sodelovanja, verjamem, da nam skupaj lahko marsikaj uspe. Tako pa sem že napisal v enem časopisu, naj vam čas teče hitro v tistem, kar si ne želite in pa čim počasneje v vseh tistih ljudeh, pa v vsem tistem, kar imate radi in pa kar imate v vseh vaših srcih. Tako da lepo preživljanje decembrskega časa in pa čim uspešnejši začetek leta 2020. Hvala lepa, še enkrat torej čestitke za vso opravljeno delo in obilo uspeha v 2020 tudi vam osebno. Srečno. Najlepša hvala. Tako, spoštovane gledalke in gledalci, župan občine Ormož, Danijel Vodnjak, je bil danes z nami in veliko zanimivega smo slišali, predvsem pa dobrodošlega, tako da naj vse samo tako ostane in dobro in uspešno gre naprej. Bodite z nami tudi v zadnji oddaji Med nami povedano 30. decembra, ki pa bo seveda nekoliko bolj v veselem razpoloženju, kajti dva mlada muzikanta prihajata. Benjan in Julija bosta tukaj v studiu, bosta zapela, povedala kaj veselega, tako da se bomo torej z veseljem odpravili v praznične dneve. 1. in 2. januar. Srečno, do prihodnjič, se vidimo 30. decembra.